Tole je recimo vejica, ki je zrasla kar v enem letu. Sedaj jo bomo obrezali in jo uporabili za različne načine. Saj je čebula, ki zrase iz semena preko sadik v enem letu do čebule, je bistveno mlajša in je zaradi tega v boljši kondiciji. V primeru pa, da dobimo recimo kakšno gerbero, kjer je bolj mlahavo steblo, potem moramo to utrditi z žico. Na posestvu permakulturne načrtovalke Irene Rotar v Veliki Pirešici raste tudi vrba. Ta ni tam po naključju. Permakulturniki tudi z njo izpolnjujejo načelo mnogonamenskosti, ki spada med osnovna načela trajnostnega razvoja. Irena in Slavko sta belo vrbo najprej opazovala, nato se lotila rezanja njenih vej. Pri vrbi lahko uporabimo tako daljše kot krajše veje in lubje. Iz slednjega izdelujejo rastlinska zdravila in kozmetične pripravke. Vrba je čudovito drevo, saj so že v letu 1821 nemški in francoski znanstveniki odkrili, da vrbovo lubje vsebuje salicin in je tudi sedaj to osnova za izdelavo aspirina. Res je, da aspirin deluje bolj hitro, tisti, ki pa se zdravijo z naravnimi zdravili, pa vedo, da se te učinkovine delujejo dosti bolj dolgotrajno. Če pogledamo iz permakulturnega vidika, ugotovimo, da tisto, kar prija človeku, tudi je koristno za naše rastline. In prav zaradi tega, ker ko opazujemo to našo vrbo, ugotovimo, da ima res zelo, zelo velik narast v enem samem letu. Tole je recimo vejica, ki je zrasla kar v enem letu. Sedaj jo bomo obrezali in jo uporabili za različne načine. Pravkar izdelujemo pripravek iz vrbovih vejic. Naredimo ga tako, da v cirka 10 litrov vode, 10 cm na debelo narežemo vejice in potem pustimo stati najmanj 48 ur, da se ta vrba izluži. To precedimo oziroma poberemo vrbice ven in potem shranimo in takrat, ko potrebujemo, to uporabimo. Iz malih vejic lahko delamo košarice, zelo dobre pa so tudi za vezanje vseh trte, vinske trte, vsega, kar potrebujemo za privezati v našem sadovnjaku, saj so zelo upogljive. Zato je zelo pomembno, da jih v tem času, ko imajo največ vlage, tudi porežemo in potem jih pustimo na vlažnem prostoru in jih lahko uporabljamo nekje do maja. Velike vejice uporabljamo za različne ograje naravne, lahko jih pa uporabljamo tudi za slamnate strehe, za spodnji del na podstrešju. Irena in Slavko daljših in močnejših vej, s katerih sta porezala manjše, nista zavrgla. Iz njih bosta naredila dolge potaknjence in nova drevesa. Tako kot je porezana, iz teh vejic bodo zrastle nove vejice. Spodnji del bomo dali v vodo, tu nekje do aprila, začetku maja bomo posadili in do takrat bojo že zrastle močne korenine. Takrat, ko je deževje, to posadimo in imamo novo drevo. Če ga posadimo ravno, imamo novo drevo in pustimo na koncu 3 vejice, zato da imamo tudi že kar vrh. Če pa se malce igramo, so pa te velike veje zelo pomembne tudi zato, ker lahko v permakulturi z nje marsikaj storimo. Ko jih posadimo, jih lahko posadimo v krogu in tako zvežemo skupaj in naredimo kot vrtno utico, ki bo rasla skupaj z nami. Mi bomo notri uživali poleti, lahko je tudi primerna za igranje otrok ali zavetje za domače živali. Da bi te dolge veje dobro pognale korenine, sta jih Irena in Slavko postavila v večjo kad pod napuščem. Deževnica, ki se zbira s strehe, bo vlažila potaknjence, hkrati pa se bodo v kadi iz vrbe izloževale čreslovine in snovi, ki delujejo kot naravni rastni hormon. S tem naravnim pripravkom zalivamo vrtnine, tiste, ki jih že imamo sedaj v rastlinjaku in tiste, ki jih sadimo na vrtne gredice. Narezane vrbove veje namakamo 2 dni. Nato ta pripravek, deci pripravka, razredčimo z litrom vode. Pripravek uporabljamo kot naravni pripravek oziroma spodbojevalec rasti. Medtem so se midve s Fanči lotili prvih setev. Kdaj lahko že sejemo v zabojčke?
Zabojčke lahko začnemo sijati že sredi januarja in tam nekje ta prve posevke lahko delamo do srede marca. Odvisno pač od tega, kdaj želimo imeti naše rastline za presaditev na prosto. Kaj s tem storimo? S tem storimo, da damo bistveno boljše pogoje za kalitev in za rast in s tem pridobimo na času, da nam rastline potem hitreje začnejo zoreti in dajati plodove. Torej lahko na ta način pridemo prej do pridelka. Tako. Navajeni smo, da sejemo v zabojčke semena paradižnika, paprike, tule imava čebulo in to slovensko avtohtono sorto, za katero čebulo gre. To je čebula belokranjka, izhaja, kot ime pravi, iz Bele krajine, je specifične oblike, bolj podolgovata, po okusu je malo bolj pikantna, spada pa med svetle čebule, tisti, ki jo nekako probajo, posegajo po njej, ker je izrednega, dobrega okusa. Res je posebne oblike, je podolgovata čebula. Koliko let pa že vi to sorto poznate? V bistvu od takrat, ko sem začela v Belo krajino hoditi, ker ravno v tem predelu, ki so naši kooperanti, je ta čebula doma. Tako da, ko sem bila na prvem obisku, so mi postregli z njo in mi je postala všeč in sem sklenila, da bomo tudi mi imeli to čebulo v posevku oziroma v ponudbi. In če torej posejeva to čebulo v te setvene zabojčke, jaz bom pripravila, napolnila te manjše zabojčke. Ja, zdaj tako. Mi smo navajeni pridelave čebule iz semena, najprej čebulček v enem letu, nato pa v naslednjem letu iz čebulčka dobimo čebulo. Ne? To je klasična pridelava. Vendar pri sami pridelavi smo ugotovili, da lahko vzgojo preko sadik pridobimo tako rekoč eno leto. In s tem dobimo tudi bistveno bolj kvaliteten pridelek čebule, saj je čebula, ki zrase iz semena preko sadik v enem letu do čebule, je bistveno mlajša in je zaradi tega v boljši kondiciji. In boljše se skladišči, manj je občutljiva na bolezen. V majhen setveni prostor damo le eno seme čebule. Če imajo setveni zaboji večje dele, pa vanje damo več semen. Setev čebule lahko opravimo že januarja. Večja bo sadika pred sajenjem na prosto, večje čebule bo naredila. Substratom semena rahlo pokrijemo. Tudi to je pomembno recimo pri semenih, da vsako seme naj bo pokrito le s 3 debelinami semena. Se pravi zemljo v debelini 3 semen. Ker v tem primeru bo imelo zadosti energije, da bo seme prišlo ven. In zdaj v bistvu takole malo potlačimo in samo to, da je seme pokrito, ker bo čebula zelo globoko pognala korenine. Tudi če sejemo seme čebule na prosto za vzgojo čebulčka, moramo zelo dobro pripraviti zemljo, nato pa posejemo in samo potolčemo zemljo, tako da kolikor s tistim treslajem gre noter v zemljo, nič več ne pokrivamo. Po setvi zaboj semeni narahlo poškropimo in ga postavimo v prostor s temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Ko čebula vzklije, zaboj prestavimo v nekoliko hladnejši prostor. Sadike čebule presajamo na prosto od sredine aprila, ko so velike okrog 15 cm. Ta čebula, ki je predelana preko sadik iz semena v enem letu, ima za razliko od te čebule, ima samo 1 mesec zamika, kar se tiče pobiranja. To se pravi, iz čebulčka pride čebula v juliju mesecu, iz semena pride čebula v avgustu mesecu zrela. Katere vrtnine pa še lahko v tem času sejemo, se pravi do sredine marca? Recimo v tem času lahko sejemo, zdaj recimo, če imamo kakšne zaprte grede ali pa hladne rastlinjake, lahko sejemo kakšne take zadeve, kot je kitajska listna zelenjava in špinača in zimske solate, ki so prezimne, ki prenesejo nizke temperature. To se lahko seje direktno. Zaprte prostore, hladne? Hladne zaprte prostore, lahko pa gremo recimo solatami tudi v platolčka in jih damo na toplo in s tem dosežemo, da bojo hitreje kalili. Dočim v tople prostore je potreba sejati pa recimo kakšne bazilike, ki jih imamo lahko pravzaprav kot lončnice ali pa kot pol za sadike za ven. Jasno vse paprike. Dala bi poudarek recimo kot tiste prve setve, da gremo mi s temi zgodnjimi kapusnicami, kot je kolerabica, recimo cvetača in pa brokoli.
Fanči priporoča, da do sredine marca sejemo cvetačo v setvene zaboje. Po 6 tednih sadike, ki so visoke vsaj 10 cm in imajo razvite od 4 do 5 listov, presadimo na vrt. Četudi bo aprila hladno, cvetači to ne bo škodilo, saj kapusnice niso tako občutljive za pozno pomladanske pozebe. Bolj jih motijo visoke poletne temperature. Pri temperaturah, ki so višje od 25 stopinj Celzija, cvetača več ne oblikuje socvetij. V rubriki Cvetje doma smo že spoznali, kako pravilno spodrezati in odstraniti listje stebel vrtnic, krizantem in tulipanov. Slednjim smo z buciko tudi prebodli steblo tik pod cvetno glavico in tako omogočili izhajanje zračnih mehurčkov, ki so pri svežih tulipanih ponavadi vzrok za povešene cvetove. Tokrat bomo videli, kako pravilno pripraviti lilije, orhideje in gerbere. Pri gerberah je pomembno, da utrdimo cvet. Tako je. Zdaj, če je gerbera resnično sveža, takoj iz vrtnarije in ustrezno skrbovana, je tudi sama dovolj močna in ima dovolj energije, da steblo stoji po konci, tako kot sta. V primeru pa, da dobimo recimo kakšno gerbero, kjer je bolj mlahavo steblo, potem moramo to utrditi z žico. Teh načinov je več. Teh načinov je več. Zdaj, če ne potrebujemo tako dolgega stebla, da mogoče potrebujemo krajše steblo, potem zaradi tega, ker je gerbera votla, enostavno cvetličarsko žico, ki je plastificirana, z občutkom porinemo v samo steblo. S tem v bistvu ojačamo samo steblo. Zdaj tukajle, kot počasi prodiram z žico, čutim, da žica tukaj prodira, kjer je steblo ožje. In to v bistvu naredim toliko časa, da mi žica pogleda pri samem cvetu ven, potem pa jo rahlo potegnem nazaj. Gerbera ima to značilnost, da v vodi tudi raste. Nepravilno ožičena gerbera je potem enostransko oblikovana, ker jo žica drži in ne pusti, da cvet naravnost, vodoravno raste. Tule imate žico že navito, oblikovano, to je potem drug način. Res je. Namreč, vkolikor gerbere ne žičimo na ta način, kot sem ga prej pokazala, ker rabimo daljši pecu, je potem najbolje, da pravzaprav naredimo vzmeti, lahko navijemo okrog svinčnika, potem pa samo parkrat ovijemo žico okrog stebla. Namreč, če večkrat ovijemo žico okrog stebla, potem vidimo večkrat žico. Če pa parkrat ovijemo, potem pa dejansko samo dvakrat vidimo žico. In ko gerbera raste, potem tudi lahko to vzmet raztegujemo skupaj s samim cvetom. Cvet gerbere lahko utrdimo tudi tako, da žico zapičimo v spodnji del cvetne glavice in jo previdno ovijemo okoli stebla. Tako ožičena gerbera v vazi ne bo več rasla, cvet pa ostane po konci. Če nadaljujeva morda z lilijami, ali mogoče je še kaj tole, da pomembnega tukaj pri povem gerberah? pravilno zrelost. Pravilna tehnološka zrelost gerber pa je, da so 2 do 3 koncentrični krogi teh cevastih cvetov odprti in to vidimo tukaj lepo na tem primeru. Vkolikor je sredina mogoče že celo prevlečena s plesnobo, te gerbere niso več sveže. Zakaj je pomembna ta tehnološka zrelost cveta? Ravno zaradi tega, ker ima dovolj energije, da dolgo časa drži. Namreč sveža gerbera lahko drži tam tudi 2 do 3 tedne. Če morda zdaj nadaljujeva z nekoliko večjo cvetlico, z lilijami. Tako je, tukaj imamo lilije oriental. Vse lilije imajo to značilnost, da imajo močen vonj. Torej v stanovanju je dovolj, če imamo 3 lilije v vazi, ker v nasprotnem primeru bomo mogoče namesto veselja imeli glavobol. Tukaj vidimo prašnike, se pravi cvet je razcvetel in te prašnike, pelodne vrečke, moramo odstraniti. Čeprav zdaj lepo izgledajo, vendar če ta pelod pride recimo v kontakt z obleko, iz obleke zelo težko spravimo ta pelod dol, lahko ga samo na ta način, da vzamemo lepilni trak in pa pač po tistem pelodu, ki smo ga dobili na obleko, pritiskamo z tem lepilnim trakom in ga odstranimo. Pelod ima močno barvilo, tako da bom jaz
vzela rokavice in previdno, nežno odstranimo te pelodne vrečke. To ponavljamo vsakeč, ko se nam cvet odpre, namreč cvetovi se odpirajo od baze proti vrhu. Tudi mogočno steblo lilije spodrežemo. To storimo z ostrim nožem, res naj bo raven. S tretjine stebla odstranimo listje in lilijo damo v vodo. V vazi naj ne bodo več kot 3 lilije, saj je vonj njihovih cvetov izredno močan. Po raziskavah nizozemskih floristov zaposleni, ki delajo v pisarnah, v katerih je tudi cvetje, zbolijo manj pogosto kot tistih, ki so v prostorih brez rastlin. Dovolj je manjši šompek ali aranžma z manj zahtevnimi trajnicami, pa je prostor doma ali na delovnem mestu videti prijaznejši. Kakšno spomladansko cvetlico lahko postavite v trendovske lončke? Ti so narejeni iz kakovostne plastike, so preprostih oblik in vseh barv, toda nežnejših odtenkov. Torej, kako pa takim zanimivim loncem dodati dušo in trende, pa nam bo več povedala Niki iz Nizozemske, vrhunska aranžerka, cvetličarka in pa seveda ustvarjalka prostorov z rastlinami. So, Niki, let's go. Let's go, yeah. It's nice to do some action. If I make such a beautiful hand arrangement like this, I put first, whatever plant I use or stones or something else for the water, what is extra in the pot, and then I can choose anything what I like. And even most traditional plants like primula, which is very traditional, I believe, I can put in such a beautiful trend item as from this brand. And I go in like this, and actually I just tease those roots a little bit, because if I tease them, at that minute the plant thinks, ooh, I have to grow again. And if you put it in like this, then they are actually willing to grow. I can put in additional little bit moss to make sure that the plants do not dry. And then, of course, I'm not there yet. I would like to do something additional. Because of the snow at the moment, it's actually very much in Slovenia for my Dutch understandings. It's unbelievable what is falling now. I can put this in to give the people the feeling that I am on target and I know exactly what is going on in my surroundings. And I just put in this beautiful snow. Look, and this is artificial, and that's also important. I can also use wool, but wool is taking water, and then it falls out. So I take something artificial, which is quite important, and then I just add some of this beautiful snow. And actually, of course, one is not enough. In the trend colors, I like to do both of them. And even if I want, I can do additional, a third one, and also with some snow. And if you look at this one, this is a primula together with beautiful ivy, Hedera helix, and also with some narcis, and the narcis is for me promise. The color inside, this blue, is very, very trendy. If you look, also this beige color is trend, and even this one is part of the trend. For the next season, for springtime, we like to work with whites, with this color, with very nice pink. You notice this pink together with this, it gives just the right feeling for the new season. Optimism. If you talk about trends again, then you can also see that in these arrangements we work in a complete different way. First of all, structure is very important. The artificial base is asking the consumers almost for buy me, because the colors are so beautiful, but in my opinion, because it's artificial, I like to put in some nature materials. The nature materials here are actually the balance for this artificial material. If you look at the structures, this material, stones and artificial pots, it makes a complete story. And the colors again are fashion. If you want to make a different color scheme, you can also go into the purple, but depends of course on how your interior looks. Actually, cyclamen is one of the most traditional plants I can imagine, like geranium, pelargonium actually. But in this case, I like to make the contrast again with those
this very fashionable color. And actually I would like to ask people to think a little bit different about their cyclamen. You can treat cyclamen like you want to use them forever or even for next year, but you can also see them like a sort of extended bunch of flowers, especially for hotels. You have a few weeks nice plant, and then after this it's just to buy new ones. And now I will do something a little bit confronting, which is in Holland quite fashionable, to again use artificial together with some real plants. And look what happens if you just put in some of these artificial fritillarias. And I know for some florists who feel very traditional, they will say, "Ooh, what happens?" But in Holland this is part of fashion again, just with some little items, just some little decoration, you get a product which has been taken care for. That's the most important part. Ob tem Niki doda, da v posodi, pa naj bo ta v obliki cekarja, umivalnika ali večje sklede, ne pozabimo najprej urediti drenaže. Šele nato nasujemo substrat in dodamo rastline. Spodnje dele rastlin in rob posode pokrijemo z naravnimi materiali, s tilancijo in kosi lubja, aranžma pa popestrimo z deli vinske trte, ki so Niki še posebej pri srcu.